Zate imam ekskluziven izsek iz seminarja Finančna dimenzija o tem, zakaj imamo ljudje v resnici blokade ustvarjanja obilja. Moje ime je Mihael Žmahar in seminar Finančna dimenzija je seminar, ki sem ga imel nekaj časa nazaj v enem izmed ljubljanskih hotelov. Bil je tako izjemen, da smo ga v celoti posneli in iz njega ustvarili spletni program. In ta video danes je ekskluziven izsek iz tega programa. Ukolikor te zanima celoten program, ga najdeš na naši spletni strani www.potovanjedus.si. Finančna dimenzija je izjemen spletni program, ki te nauči odpravljati manifestacijske blokade. Ti pove, kdo si kot manifestator, nauči te odpirati portale obilja, nauči te razumeti, zakaj v tvojem življenju ni tistega obilja, ki si ga želiš in kako ga lahko dobiš in še. Prejmeš skripto z delovnim materialom, prejmeš posnete vodene meditacije in seminar v 3 video delih. Sedaj pa le pojdi v nadaljevanju pogledat, kaj sem pripravil zate v tem odseku in uživaj v videu. Čau! Živimo v svetu, v katerem so ljudje ustvarili en kup mentalnih preprek, ki nam preprečujejo, da bi lahko mi bili močni manifestatorji. Zakaj pa smo ljudje ustvarili mentalne prepreke? To je pa zdaj zelo zanimiva razlaga. Ljudje smo ustvarili mentalne prepreke zaradi tega, ker smo mogli z nečim upravičiti svoje nedelovanje. Ok, kaj zdaj to pomeni? Vsak človek se je rodil na ta planet zato, da bo izkusil najboljšo verzijo sebe. To se pravi najglobjo verzijo sebe. In to pomeni, da ti izkoristiš svoj potencial, da ti izkusiš svoje življenjsko poslanstvo, da ti ustvarjaš na tisoče in tisoče vrst obilja. Ampak mnogi ljudje potem ne izkušajo sebe, se ne razvijajo, se ne učijo novih stvari in posledično ne naredijo v svojem življenju tistega, kar bi lahko. Kar pa pomeni, da zdaj niso dobili nagrade, a ne? Ni bila manifestacija ustvarjena, ni nobenega obilja za pokazati. Kako zdaj upravičiti to, da nimaš nič narejenega v svojem življenju? Je tako, da ustvariš mentalne blokade. Tako da rečeš, da je, ne vem, denar slab. Ta je noro popularna blokada. Denar je slab. Boste videli, da ljudje, ki govorijo, da je denar slab, so samo tisti ljudje, ki ne ustvarjajo zopet v življenju. Če ti ne ustvarjaš v življenju, pomeni, da nimaš tisto, kar si želiš. Če nimaš tisto, kar si želiš, pomeni, da si ujet v pomanjkanje. Če si ujet v pomanjkanje na planetu Zemlja, ne moreš biti srečen, miren in ne moreš se razvijati. Če se ne moreš razvijati in si pristal v nekem kotu, v neki luknji, rabimo nujno krivca za to. In kdo je krivc? Zelo priročen. Denar je slab. Denar je brezvezen. Denar imajo samo tisti, ki izkoriščajo. To je zelo dobro prepričanje, da ljudje upravičijo to, da ga nimajo. Ali pa to, da ga ne znajo, ali pa si ne želijo ga ustvariti. Denar, še enkrat, je objektivna energija, ni slab. Denar bo za vas tisto, kar si vi želite. Tako kot nož. Nož ni slab. Nož je nož. In je pomemben, zakaj ga uporabiš. Ali ga uporabiš za sekljanje zelenjave, ali pa za sekljanje ljudi, je pa druga stvar. Ampak lahko ga uporabiš za oboje, ampak je nož je nož. In boš ti naredil iz noža orodje, ki ti bo pomagal priti na kuharsko oddajo, tako kot Kamali, ali boš pa ti iz noža naredil kariero, da boš pristal na dobu, tako kot marsikdo. Ampak vi ste tisti, ki določate, kaj bo nož za vas naredil. In dostikrat ljudje spravljajo krivdo na denar, ker ga nimajo. In to je eno izmed prepričanj, da je denar slab. In če imate vi zdaj to prepričanje v glavi, je nujno potrebno, da ga date stran. Zaradi tega, ker s tem prepričanjem ne boste mogli ustvarjati finančnega obilja. Ti v življenju ne moreš pritegnati in ne moreš manifestirati tiste energije, katere v resnici nočeš znotraj sebe. Prej smo govorili o poravnavi. Mentalno vsi hočejo večjo plačo, mentalno hočejo vsi večji dobiček, večji promet, večje obilje, ampak znotraj sebe pa nekateri izmed teh ljudi mislijo, da je to slabo. Si predstavljate, kako je zdaj vaš višji jaz zmeden? Kaj ti naj zdaj dam? Katero čustvo, katero misel ti naj potrdim, da imaš prav? Levo ali desno? In to je noro pomembno, da imate v glavi ves čas energijsko odločitev, mentalno odločitev,
Kakšen je vaš načrtni odnos do denarja? To, kar smo prej rekli, da boste iniciacijo doma naredili. In denar je dober. Sorry, denar je ena najbolj fantastičnih stvari na tem planetu, ko smo jih ljudje naredili. Zakaj? Zaradi tega, ker meni pomaga knjige pisati. Jaz, če imam denar, lahko knjigo napišem, jo izdam in poskrbim, da pristane v tiskarnah in v knjigarnah in v vaših rokah. A se strinjate? Če imam denar, se lahko peljem na morje, mi ni treba peš hoditi. Ljudje so tako veseli, ko grejo na morje. Zakaj? Zato, ko imajo denar. Si predstavljate, da bi mogli na Krk ali pa v Split iti peš? Me zanima, če bi bili še tako navdušeni nad morjem. 20 ur hoje do Krka. A si predstavljate? Tako da to je pomembno, da začnete denar gledati na ta način. Denar je tu zato, da vam olajša življenje, ne zato, da ga uteži. Denar je tukaj zato, da vam odpre nove opcije, nove možnosti. In to je edini namen denarja. In večina ljudi ima pač to mentalno prepreko, to mentalno blokado. Naslednja stvar, ki je ful pomemben, da razumemo, je, da mnogi ljudje mislijo, da se nekaj ne da narediti. Dostikrat ljudje rečejo, denarja se ne da ustvariti. To je sploh popularno takrat, ko recesija. Takrat, ko recesija, večina ljudi reče, ja, zdaj so težki časi, 100 000 brezposelnih, a veš, zdaj se ne da manifestirati, zdaj se ne da ustvarjati posla, zdaj se ne da ustvarjati. Pa ni res. A veste, toliko ljudi, ko je postalo letos milijonarjev, ni nikoli v zgodovini postalo v enem letu. Trenutno v letu 2020 bo več milijonarjev nastalo, kot jih je prej v katerihkoli letih. To je zaradi tega, ker se da, ampak ljudje dostikrat hočejo samega sebe prepričati v nekaj, kar ni res. Če boste šli pogledat, boste v vsaki državi, v vsakem okolju našli uspešne ljudi, uspešne podjetnike, uspešne manifestatorje. Pa lahko greste zdaj v Bihač, pa lahko greste v Nigerijo, pa lahko greste v Luksemburg, lahko greste v Moskvo, lahko greste v Vancouver, kamorkoli lahko greste, vedno boste našli ljudi. In vedno boste okoli tega človeka, ki zna ustvarjati naše ljudi, ki pravijo, da se ne da. Vedno. In zdaj, jaz prihajam iz vasi, jaz sem se rodil na vasi, pri Celju, in tam je noro popularno to razmišljanje, da se ne da. Se spomnim, ko sem se v Ljubljano v Celju, so rekli, ja, tam je denar, v Celju mislijo, da je v Ljubljani denar, sem tukaj, da boste vedeli. Teda zdaj ste v Ljubljani, tako da dobro za vas. Pošljete SMS, sem v Ljubljani, stari čuj. In večina ljudi v Celju misli, oni v Ljubljani imajo vsi denar. Dejansko je to kolektivno razmišljanje, dejansko je to kolektivno prepričanje. In mnogi pravijo, da se ne da zaradi tega, ker so na napačnem koncu doma ali po napačni družini ali pa v napačnem času ali pa v napačnem kraju. Ni napačnega časa, ni napačnega kraja, ni napačnega posla, smo že prej ugotovili, ni napačne države, nič ni napačno. Vse je vedno tako, kot mora biti in v vsakem trenutku časa, prostora lahko vi kot kreator manifestirate, okolikor ste vi pravi. Če človek ni prav, ga lahko daš sred Ciriha dol, ga lahko sred Londona vržeš, sred New Yorka, kjer so vse headquarteri svetovnih biznisov in ne bojo nič naredili. Če človek ni pravi, če je človek pravi, bo vedno spelo zadevo. A razumete? In ta ne da se je vedno iluzija, s katero ljudje upravičimo to, da nismo se dovolj potrudili najti načina, na katerega se bi dali.